Okej, dober večer, lepo pozdravljeni. Na tokratnem dogodku Prenos veščin z Markom Peljhanom. Tokrat iz naših dnevnih sob in Marko iz svoje dnevne sobe v Kaliforniji. Današnji dogodek je posvečen vprašanju, kakšne razvojne in tudi poslovne priložnosti lahko odpira umetniško udejstvovanje in kako lahko umetniško razmišljanje prispeva k razvoju inovacij, na primer nepričakovani rabi tehnologij. Pri tem pa ne gre toliko za vprašanje komercializacije umetniške ideje, ampak za vzporedno dejavnost, za derivat umetniškega ustvarjanja, ki ga je mogoče spremeniti v podjetniško idejo. Vprašanje danes tudi ne bo, ali lahko umetnik kaj da podjetniku, ampak kako in na kakšen način onadva med sabo sodelujeta in kaj je plod tega sodelovanja. Kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni za takšno sodelovanje? Kaj presenetljivega lahko umetnik doprinese v ta proces inoviranja v podjetništvu in kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni za takšno sodelovanje? Naj še nekaj povem o Marku Peljhanu. On je konceptualni umetnik, raziskovalec in redni profesor na Kalifornijski univerzi v Santa Barbari. Deluje na meji med umetnostjo, tehnologijami in znanostjo. Njegovo delo pa je bilo v zadnjih 27 letih predstavljeno v številnih muzejih in na razstavah ter nagrajeno na številnih bienalih in festivalih. Naj omenim samo nagrado Ars elektronike Zlata Nika in pa nagrado Prešernovega sklada. Iz njegovega umetniškega delovanja je nastalo več projektov, v katerih se umetnost prepleta z visoko tehnologijo in industrijo. S tem pa je ustvaril kar nekaj konkretnih podjetniških priložnosti, o katerih upam, da bo danes govoril. Marko, lepo pozdravljen med nami in predlagam, da kar začneš s svojo predstavitvijo. Okej. Hvala lepa, Mika, in hvala vsem, ki ste me povabili na to predavanje. Predvsem Centru za kreativnost seveda in celi tej zgodbi, ki je tudi ena zelo, se mi zdi, pomembna zgodba v zadnjih parih letih v Sloveniji, ker je končno pač nastala neka platforma, kjer se lahko pogovarjamo in predstavljamo tudi stvari take vrste, ki jih počnemo, ki v nekih drugih kontekstih so mogoče dostikrat malo nerazumljene ali pa nerazumljive za dosti ljudi. Tako da sklepam, da boste seveda potem imeli kakšna vprašanja, tako da mislim, da se bo jih pisalo v chat in tako naprej, ne. Tako da na dan z njimi. Jaz bom danes tudi v pogovoru z samimi organizatorji smo pač prišli do tega, da bi bilo dobro, da predstavim na nek način to svojo pot v luči, z idejo seveda, ki je povezana tudi z tako imenovanim podjetništvom ali pa entrepreneurshipom ali pa kakorkoli to imenujemo. Zame so to bili cel čas, oziroma ko se je pač ta zadeva zgodila, je bil to en tak logičen odvod in bom tudi razložil, kako je do njega prišlo. Kar se tega tiče, ni pa seveda ta zgodba, ki jo nekateri poznate ali pa ki se pač, o kateri se govori v zvezi z Astralom Medina na tem področju in prav zato bom pač prikazal malo, v bistvu, kako pride do nekih zelo inovativnih procesov v sklopu umetniških projektov, ki na mojem področju so seveda povezani bili vedno od vsega začetka tudi v samem gledališču z tehnologijo in njeno vlogo pač v sodobni družbi. In bom malo razložil, kako je sploh do tega prišlo na hitro. Predavanje bo trajalo predstavitev, približno 1 uro. Jaz bom šel zelo hitro skozi ene zadeve, predvsem, ker je tukaj precej za povedati v smislu nekega takega osnovnega humusa, ne. In bom zdaj kar začel. Samo da vidim, kje smo. Tukaj. Center za kreativnost. Slideshow.
Ok. Kakšne besede, pa kakšni slajdi so tudi v angleščini, v tej lingui franki našega področja in naših področij na splošno, ampak bom pač probal biti čim bolj pravosloven in slovenski danes. Naslov sam, Systemics je ena izmed pomembnih idej, ki povezuje dejansko in ki na nek način razlaga to mojo pot. Systemics je sicer izraz, ki ga je definiral kibernetik in filozof Heinz von Förster, na katerega se dostikrat referiram, prav tudi zaradi njegove zgodovine in tega, kakšno vlogo je sploh imel von Förster v zgodovini kibernetike. On je pač postavil temelje za kibernetiko drugega reda, ki je predvsem pomembna prav zato, ker samo kibernetiko, dajmo reči prvega reda, to kibernetiko, ki jo pač vsi poznamo, Norberta Wienerja, reflektiral skozi kibernetične principe. In je tudi v bistvu takrat definiral ta izraz, sistemika. Jaz sem vedno, ko so me ljudje spraševali, kaj pa ti sploh delaš, ali kaj ta Pelhan sploh dela, in tako naprej, Pelhan gradi sisteme. In potem se je v bistvu kasneje pojavil von Förster, ki mi je razložil, kaj jaz delam. Tako pač včasih v življenju gre in tako je bilo tudi v tem primeru. In zato ta izraz Systemics je sicer on zelo lepo definiral v enem intervjuju. Bom potem tudi dal link na ta intervju, ker ponavadi ti streami z YouTubea in tako naprej ne grejo najboljš. Ko se dvojno streama, prihaja do čudnih artefaktov, tako da si lahko tudi pogledate to njegovo definicijo. Ampak v principu gre seveda za to liminalno področje, dajmo mu reči, vedenja in znanja, ki se nahaja med kreativnim in umetniškim in znanostjo. In on je to zelo pravilno definiral kot en v nemščini Verschmelzung, ki je bil njegov izraz, pač združitev, stalitev teh dveh principov kot neko novo stopnjo. In mislim, da o temu gre v bistvu tukaj govora največ. No, pa pejmo. Skratka, zame se vse skupaj začelo že zelo zgodaj v mojem otroštvu. Imel sem srečo, bom temu kar tako rekel, da smo pač rasli v nekem okolju v Novi Gorici, ki je bilo prepleteno in zelo povezano tudi z Zahodom, skratka na tej mejni zoni, kar je pomenilo seveda en velik kulturni vpliv in dostop do informacij na eni strani, na drugi pa seveda smo imeli tudi vse benefite takratne ureditve, kot je obstajala. Zame je bil eden izmed najbolj pomembnih in tisti, ki me je najbolj seveda zaintrigiral, tako imenovana tehnična kultura. Dosti od vas verjetno ne ve, tisti, ki ste zrasli ali pa niste živeli kot otroci v 80-ih in se tega spomnite. Imeli smo namreč nekaj, kar se je klicalo tehnična kultura. Celo Zveza organizacij tehnične kulture Slovenije je obstajala, ali mogoče še obstaja, ne vem, ampak bila je takrat dosti bolj pomembna kot danes. No, izdajala je tudi to revijo, ki, kot vem, še obstaja, Življenje in tehnika. In predvsem pa je tehnična kultura bila nekaj, kar je bilo sistemsko podpirano s strani države in kar je tudi pomenilo seveda, da smo vsi, ki smo bili pač imeli dostop do te sklopa tehnične kulture, lahko šli zelo globoko. No, in jaz sem takrat sem se pridružil radioamaterskemu klubu Nova Gorica, Yankee Uniform 3 Delta Kilo Sierra je bilo ime tega kluba našega. In sem seveda kot osnovnošolec se zelo dobro naučil angleščine zaradi tega, ker sem vsak večer se pogovarjal in cele noči potem tudi že na koncu se pogovarjal z ljudmi iz celega sveta preko radia. In to je bilo zame zelo formativno. Bolj, ko se tega spominjam, bolj, ko nazaj gledam, pač ta en tak trenutek,
prav ta dostop do komunikacij, v bistvu ta previzija tega, kar je potem internet na nek način postal, sicer danes je to neko drugo območje, možnost v bistvu komunikacije, čudne prepovedi in omejitve, kako se ne sme pogovarjati o politiki in tako naprej, to je itak bilo dejstvo, ampak da je obstajalo nekaj takega kot kultura radia oziroma radiokultura, kultura radijskih telekomunikacij, je bilo zame zelo pomembno. Ker jaz sem potem pač čisto tako, vse to je bilo zame en sklop stvari in ko sem potem odkril kasneje preko seveda šolskega sistema takratnega v srednji šoli v prvem letniku slovensko pesniško avangardo, predvsem seveda naše lokalne ljudi tam na Primorskem, spravi Kosovela, pa potem tudi konstruktiviste Černigoja in tako naprej, ki smo ga potem tudi spoznali osebno. Kasneje seveda, tik preden je nažalost umrl, je to bilo, zame je bil to cel en sklop stvari. In ko sem bral Kosovelove poezije, seveda ta ideja radija, komunikacije in vsega tega je bila zelo logična in povezana s tem. No, jaz sem takrat potem, da bom to cut it short, smo kot mladi pač radioamateri zgradili sprejemnik za sprejemanje slik z satelita Meteosat. To je bil prvi evropski vremenski satelit Meteosat 1 in namesto jutranjih poročil nas je par pač mulcev v Novi Gorici lahko sprejemalo jutranjo lepo sliko našega planeta, našega dela poloble, pač centrirana na Greenwich, 0 stopinj vzhodno, 0 stopinj zahodno je center slike, tam v Gvinejskem zalivu, južno od Afrike, in pač ta polobeljska slika iz Meteosata je bila pač vsako jutro na voljo na črno-beli televiziji v moji spalnici. In tako se je začelo. Dostop v bistvu do vseh teh informacij, imeti občutek, da si lahko opolnomočen, da preko tehnoloških v bistvu orodij in principov, ki niso taki, ki jih greš, pa jih kupiš v trgovini, ampak ki jih narediš sam, za katere se moraš izobraziti, je meni odprl eno popolnoma novo idejo, kaj je možno in kaj ni. In jaz sem potem zgradil, to je že 4. antena, ta je bila v Ljubljani postavljena, in smo s tem satelitskim spektrom se začeli zelo dosti ukvarjati. Paralelno s tem področjem je seveda pomembno za razumevanje moje poti in mojega dela ta navezava na historične avangarde. Ta navezava je spet zelo povezana s tem, kaj se je dogajalo pri nas v 80-ih letih. Povezana je seveda s tem, kaj so bile subkulture v Sloveniji, kako so bile definirane takrat, se pravi Laibach in potem Neue Slovenische Kunst, kot en izmed nekako ključnih vplivov, bom rekel, ideološko-estetskih iz tistega časa na eni strani, na drugi. Tudi dosti od vas verjetno ne pozna tega ali pa ja, upam, da nekateri ja. Prvi album, ki ga je naredila Borgezija in Ljubav je hladnija od smrti. No, in za tisti album so bili videi narejeni z računalnikom, ZX Spectrum. In ta računalnik je bil tudi nekaj, kar sem jaz preko mojih čudnih navezav na Združene države, ki so se začele že takrat družinskih, jaz imam sestro, ki živi v Ameriki že od 70 let, smo ga pač pretihotapili v naši stoenki, časovkanski blok, v predalu za rokavice v Slovenijo, in to je en prvih spektrumov v Novi Gorici. In to je bila druga, pač ta računalniška subkultura, ki je tudi zelo pomembna potem za razumevanje vsega skupaj. In to je spet zame bilo, jaz ko sem gledal Borgezijo, niso bili to samo teksti, ampak bilo tudi, kako je bilo to narejeno. In mi smo takrat
kot del pač te tehnične kulture smo imeli tudi drugo subkulturo, ne? In kar je tudi pomembna zgodba, pač v Novi Gorici je bil v Šempetru, no? V enem bunkerju atomskem, ne? Zelo primerno za čas hladne vojne, smo imeli ta center za razvoj mladinske kulture, CRMK, nekateri vidim tle CRMK-jevci ste celo danes prisotni. In v CRMK-ju smo pač predstavljali takratne vrhove subkulturne produkcije, od muzike do videa, do filmov. Vrteli so se na primer ciklusi na Super 16 Fassbinderjevih filmov. To se spomnim, recimo ene izmed stvari, ki smo jih takrat počeli, ne, GT Inštitut je te filme posojal iz Zagreba. In tudi razstavo, recimo fotografij Test Department smo imeli, pa marsikaj, no. In CRMK je bil zelo ključen trenutek tudi, ne. Se pravi, to je ta triada, ki jo pol moraš nekako povezati, da razumeš potem, kako so se stvari premikale in nastajale naprej. In ta zgodovinska avantgarda je zame bilo pa, se je zgodilo odkritje v bistvu, ko sem začel študirati zelo globoko, predvsem ta ruski del pač in specifično pesnika in pisatelja Veremirja Hlebnikova, ki je bil tudi matematik in fizik hkrati in ornitolog, no, ptičar, ne. In vse to skupaj je v bistvu spet pomenilo, on je bil pesnik, pisal je take in take pesmi, take in take tekste, ampak je tudi v bistvu računal zakone časa, paralelno se je seveda dogajala evolucija v svetovni fiziki z Einsteinom in potem kasneje z Nielsom Bohrom in Heisenbergom. In to so, ko te stvari vzameš vse skupaj in pogledaš v bistvu to sliko, ki je neločena, ki ni v bistvu razdeljena, ki je slika vedenja in znanja tistega časa v nekem takem spektralnem smislu, v kateri je vključeno vse, ne pa umetnost je posebej, znanost je posebej, pisatelji so posebej tam v eni hiši. Ne, to je en velik landscape, ena velika pokrajina. Tako sem jaz vedno to videl in zato je Marko Peljhan potem imel veliko dilemo, kaj bo šel študirati, ne, ali fiziko, ali matematiko, ali likovna umetnost me niti toliko ni zanimala, ampak gledališče, ne, ker gledališče je bilo tisto, kjer se pač vse te stvari na nek način združuje, no, in zato sem se odločil za gledališče, ki je že danes na nek način tak moj primarni dom, ne, čeprav je to seveda zdaj relativno daleč od tega, kar pač na dnevni ravni moram početi, na drugi strani pa seveda je še zmeraj, če pogledam nazaj, se mi zdi, da gledališka avantgarda je tista, ki je mogoče na nek način najboljši reflektor bila, pa mogoče tudi še vedno je pač večjih družbenih sistemov. No, jaz sem potem preko spet ene radovednosti začel, ko se je pač zgodil ta razpad države Jugoslavije, vojne v Jugoslaviji, za mene je to zelo od blizu prizadelo in sem se s tem zelo začel ukvarjati na različnih nivojih, od tega, da smo na primer nisem bil jaz edini, ki je sodeloval pri tem projektu, projekt se je klical Za mir. To je bil v bistvu network radioamaterskih postaj, ki so omogočale beguncem oziroma tistim, ki so ostali v Bosni in na Hrvaškem preko radioamaterskih zvez komunikacijo z svojci v predvsem zahodni Evropi. To je bil paketni radijski sistem. No, in to smo sodelovali dosti radioamaterjev v Sloveniji na tem projektu. No, in spet, tukaj je spet tehnologija omogoča nekaj, kar drugače ne bi bilo možno. In ko sem jaz v bistvu začel ustvarjati svoj ta najbolj znan projekt, dajmo mu tako reči, ne, Makrolab, ki je bil na nek način in še vedno je združitev vseh mojih zanimanj,
sem prišel do enih takih zelo preprostih, aksiomatskih odkritij, bom rekel. Power na računalniku, sem malo. Kaj? No, med tem lahko mogoče vse povabim še enkrat, da zastavljate vprašanja. Lahko jih zastavljate v chat, lahko jih zastavljate na live na Facebooku in pa tudi tukaj v chat na Zoomu. Še enkrat. Vidim, če imam zdaj priklopljeno. Ja, vse je v redu. Okay, vse je v redu, ti sam nadaljuj. Se opravičujem. Tega pa nisem res pogledal. No, in Makrolab je pač takrat bil zastavljen kot projekt, ki je dejansko, njegov prvi namen je bil, da bi v tem projektu, Mika je celo bila ena izmed mojih prvih sogovornikov okrog tega projekta, hotel sem namreč ustvariti popolnoma avtonomen oder, ki bi bil popolnoma samozadosten v vseh smislih, energetsko, prehrambeno, skratka, da bi omogočil neko avtonomno, izolirano življenje v nekih blazno težkih pogojih, ki sem jih takrat v bistvu na nek način začel projicirati. In tako je potem zelo počasi v raznih pogovorih, predvsem z arhitekti, ki so na nek način, če pogledam čisto tako zgodovinsko, mojo pot, vedno sem sodeloval z arhitekti. O temu je sicer mogoče največ teoretsko, bom rekel, to je bilo najbolj teoretsko reflektirano v knjigi o kapsulni arhitekturi, ampak ki je tudi izšla v slovenščini, ampak je to nekaj, kar je mogoče zelo pomembno. Ker konec koncev Mika je bila dejansko prav prvi sogovornik glede tega, zdaj sem se to spomnil. In potem kasneje seveda Jurij Krpan, s katerim sva se združno okužila v marsikatere smeri, in potem Nejc Trošt, Jan Trošt, dajmo reči, to so na nek način ti 4 arhitekti, s katerimi sem največ sodeloval pri svojih projektih. No, in nastal je pač počasi Makrolab v taki obliki. Tukaj bo tudi Boštjan Hvala, ki je tudi arhitekt, by the way. Tako da tle je pač neka zgodba Peljhana in arhitekture in arhitektov. In Makrolab je nastal kot ta stroj, to je bila pač prva schematska struktura Makrolaba, potem na koncu, to je, mislim, da verzija 3 na otoku Rotnest, prvič je bil postavljen na dokumenti v Kasslu, kar je pomenilo zame tudi v nekem smislu čisto te umetniške kariere, seveda kot mlad umetnik pač si povabljen na dokumento, to ti dosti pove, kako so ene stvari zelo slučajne v tem svetu, In prav zaradi tega, ko se je to zgodilo... Kaj praviš, Mika? Ja. Sem mislil, da je bilo kaj zame. Pravim, da seveda, ko se kot mlad umetnik povabljen nekaj takega kot je dokumenta, je to vsekakor pomeni en tak drugačen nov zagon v določene smeri in vektorje. In Makrolab je dejansko bil materializiran, zame bi bilo to zelo pomembno. No in ena izmed stvari, ki je povezana z današnjo zgodbo, ki je vezana na Makrolab, je seveda potem ta navezava na razvoj robotskih brezpilotnih sistemov. Jaz sem takrat, v Makrolab je bil poln tehnologije, to je pač iz notranjosti Makrolaba, sicer ta konzola postavljena nekam drugam, mi smo se zelo dosti ukvarjali takrat s telekomunikacijami, logično, intercepcijo, refleksijo telekomunikacij. No, in ena izmed stvari, ki je nastala kot ideja na Makrolabu, v bistvu, da bi, ker smo sodelovali z znanstveniki, ki so z biologi, ki so preučevali migracijo kitov, grbastih kitov v Indijskem oceanu, kjer je Makrolab bil postavljen takrat v zahodni Avstraliji.
In oni so to delali z obale, z daljnogledi in so si pisali, tam so imeli neke sheme, mislim, tabele in tako naprej. In potem sem se počakal, zakaj ne bi, fantje, zakaj ne bi mi naredili neko robotsko letalo in bi tle krožilo in te kite snemalo in bi vi lahko to dosti boljše prešteli in tako naprej. In tako je nastala ta ideja brezpilotnega sistema, pač takrat leta 2000 v Avstraliji. Jaz sem pa že prej, skozi 90. leta, zelo sledil vojaški industriji. Me je ta seveda zelo zanimala najprej zaradi tega, ker so se dogajale te vojne. Na drugi strani pa seveda tudi zato, ker sem začel videti neke paralele med sistemi, ki so razviti za vojaško industrijo in potem kakšen efekt oni imajo v civilni sferi, ta pozitiven efekt, ne bo nek destruktiven, vemo, kinetičen ali pa drugačen destruktiven, je jasen, ampak obraten je pa mogoče dosti bolj zanimiv za ga preučevati. In en izmed prvih projektov, ki sem ga jaz takrat naredil v sredi 90-ih, se imenoval Urban Colonization and Orientation Gear, UCOG 144, 144 je 144 MHz, in to je bil v bistvu sistem, ki smo ga v eni majhni ekipi, ki se klicala Pact Systems, Borja Jelič, jaz, Luka Frelih, in je ta sistem je v bistvu omogočal natančno pozicioniranje v prostoru in času. To, kar seveda danes omogoča vsak mobilni telefon, je takrat bila bolj ali manj znanstvena fantastika. Zato tako miniaturizirati. Naša miniatura je seveda bila tako kot ena škatla, pol škatle čevljev velika, ampak cela ideja tega je bila seveda, da leta 93 in 94 je predsednik Clinton v Združenih državah in Boris Jelcin v takratni, zdaj novi Rusiji, v Ruski federaciji, sta oba dva izdala dekrete, da njihovi vojaški sistemi za globalno satelitsko pozicioniranje se lahko uporabljajo v civilne namene. In to takrat se je zgodila, to je v bistvu tako relativno nepoznana zgodba, ampak takrat se je zgodila revolucija na področju v bistvu prostorske politike vsega, Skratka, kar naenkrat je bilo možno te sanje, dobesedno 100-letne sanje, da ne bom rekel 1000-letne, vseh navigatorjev tega sveta, da vejo v istem trenutku, kje na planetu Zemlja se nahajajo. In do takrat natančnosti 100 metrov, pa si uporabljal razne trike, da se je ta natančnost izboljšala, potem pa ko se je ta tako imenovan, vsaj na GPS sistemu, Selective Availability izključil, ker prej je bil namenjen samo vojaškim zadevam, takrat se je pač zgodilo potem tudi to, kar se danes dogaja, skratka, da imamo GPS prejemnik v vsakem telefonu, kar seveda ima svoje določene prednosti in tudi zelo dosti neprednosti, ker če ne pazimo, lahko seveda imamo dobesedno najbolj sofisticiran sistem za nadzorovanje vedno s sabo. In to se zlorablja na tisoče možnih načinov, vemo, in nič novega. No, in brezpilotni sistemi so takrat bili ena noviteta, večinoma samo na vojaškem področju, zelo malo jih je bilo sploh izdelanih brezpilotnih, avtonomnih letečih sistemov, ki bi bili uporabljeni za kajkoli drugega. NASA je bila ena izmed prvih agencij, ki je v bistvu uporablja brezpilotni sistem za atmosferske raziskave, preurejen vojaški sistem. In ta ideja, te konverzije iz vojaškega v civilno je bila meni ne samo zelo blizu, je bila v bistvu na nek način osnova tega razumevanja potem mojega dela. Seveda to gre tudi v obratne smeri, kar sem spoznal tudi sam, ampak dejstvo je, da zelo dosti vrhov tehnoloških je, in to je danes recimo v ameriškem tudi izobraževalnem sistemu nekaj popolnoma običajnega, da zelo dosti teh vrhov tehnoloških se seveda razvija s pomočjo finančne podpore, ki je primarno v vojaške namene, ima pa potem te odvode v civilne. Ena izmed takih zgodb je tudi malo obratna, sicer je nastanek interneta, to verjetno dosti od vas pozna. Internet sicer ni bil razvit kot vojaško omrežje, to je napačna zgodovina, bil je razvit v akademski sferi,
Jaz sem zelo ponosen, da je moja univerza tukaj, UCSB, bila tretji vozlišče prvega interneta, ne? Stanford, UCLA v Los Angelesu in UC Santa Barbara. To so bili prvi trije vozli, v bistvu prva mreža, ne? Ker prej je bila povezava samo med Stanfordom in UCLA in potem smo se pridružili še mi. Tukaj vemo tudi, v kateri stavbi se je to zgodilo in tako naprej, ne? Skratka, ta zgodba, Werner Herzog, Bless his heart, je naredil en krasen film okrog tega, sicer ima to tisti film kot vsako delo, tudi kakšne pomanjkljivosti, ki ga toplo priporočam, no. Ampak v principu je tudi internet ena izmed teh zgodb, ki se je prelivala iz civilnega v vojaško in nazaj, in je še danes tako, ne. Če samo pogledamo celotno kibervojskovanje, ki se trenutno dogaja med največjimi playerji, pa tudi manjšimi, lahko vidimo, da te zgodbe še dolgo ne bo konec. No, Makrolab je potem seveda pripeljal s sabo ogromno enih tehnoloških zadev, to je recimo avtoportret Makrolaba na otoku Campalto v Beneški laguni, ki je bil postavljen takrat na Bienalu leta 2003. No, in mi smo preko satelita v bistvu poslikali Makrolab sami sebe in sliko tudi sprejeli na Makrolabu. In zares ta konverzija je bil ta princip, ki je potem, ko sem jaz to odkril, bivši sekretar za obrambo Amerike, takrat Clintonov, je napisal knjigo o tem, Soviet Conversion, ker je to dejansko bil en proces, ki je bil masoven v Sovjetski zvezi. Skratka, celotno gospodarstvo je temeljilo na vojaški industriji, ne? Podobno kakor naše, ne? Mislim, v Sloveniji si imel ta primer z Iskro, s konzorcijem Iskra, ne? Na Hrvaškem bo to Rade Končar in tako naprej. Skratka, te zgodbe v Jugoslaviji je bilo precej, ne? In podobno tudi v Sovjetski zvezi. Pri nas se niso končale z neko ideološko konverzijo, ki bi bila načrtovana, tam pa je bila načrtovana in v času perestrojke so pač dejansko ti procesi konverzije so bili zaukazani in zgodili so se take stvari kot naprimer, nekateri tle sigurno poznate, pač fotoaparat Lomo, ki je bila revolucija, ne, leningradska optika, ne. No, leningradska optika je prej izdelovala predvsem vojaško optiko, kot je ta na levi strani, kot Iskra, tudi ne Iskra Fotona, poznate zdaj sicer prodana na Kitajsko, no, ampak te laserske namerilnike in tako naprej za tanke, no, hkrati so pa potem seveda naredili ta fotoaparat, ki je bil dovolj dober, da je konkuriral lahko Leici, ampak je bil 100-krat bolj poceni kot Leica, ne, in so ga dali na trg. Nastala je cela revolucija, lomografije in tako naprej, to vsi pač verjetno poznate, če pa ne, si lahko to pogledate. Skratka, ena popolnoma nov kulturni odvod je nastal, ne. Podobno, nič kulturno, ampak podobno je bila zgodba krat z korporacijo Energija. Energija je največja vesoljska korporacija v Sovjetski zvezi bila in tudi zdaj v Rusiji, pač državno podjetje, sicer ne več državno, kot vse privatizirano, ne, do velike mere, ampak še vedno Energija je bila zadolžena za nastanek vesoljske postaje Mir in hkrati je v času konverzije začela izdelovati sesalce, ne. In si lahko kupil sesalec Energija Buran, ne. Buran je bil ruski, sovjetski vesoljski pač taksita, ne, kopija ameriškega Space Shuttle. No, oziroma izboljšana verzija. In Energija je pač začela izdelovati sesalce. Tako da teh zgodb je ogromno. Jaz sem dve tle predstavil, ampak ki so pomembne za razumevanje te poti. No, Makrolab je imel pač namen kot projekt, da se bo naselil na razne ekstreme tega planeta, med drugim tudi na Arktiko in Antarktiko, in to smo tudi začeli izvajati. Projekt za Antarktiko je začel nastajati leta 2004-2005 in takrat sem tudi jaz pač začel delati tudi z Janom in Nejcem, Troštom, in z njimi smo takrat prav tukaj v Santa Barbari izdelali te prve vizije za ta nov laboratorij na Antarktiki, ker smo pač bili del
tega mednarodnega polarnega leta IPY kot projekt, uradni projekt IPY-ja. In je nastala v bistvu ta idejna zasnova Makrolaba za Antarktiko, ki se mu reklo Ladomir Antarctic Base, LAB. In takrat smo tudi prvi del te postaje, ta International Standard Payload Rack, uspeli pripeljati na Antarktiko in tam še danes stoji. Ne deluje več, ker ni možnosti ga v bistvu vzdrževati, ampak v okviru tega projekta takrat na Antarktiki je nastala v bistvu, to je Adam Hyde, moj kolega, sodelavec, prijatelj, ki je, z njim smo takrat postavili prvo antarktično FM radijsko postajo, ki je bila noro, na Antarktiki ni bilo radija prej, takega, da bi lahko poslušal muziko, ko se voziš po Antarktiki ali pa greš na kakšno misijo ali pa kaj delaš, in mi smo ta radio takrat naredili, taka obvious ideja, bil je tudi odprtokoden, ta radio še zmeraj deluje. Vsak lahko naloži svoje stvari gor in jih potem posluša, je pač lokalen tam na področju Droning Modland, dežela kraljice Mod, ki je v bistvu, dajmo reči, južno od Afrike, se pravi tisto področje, tam je tudi ta južnoafriška postaja, s katero smo sodelovali. To je par nekih utrinkov iz teh antarktičnih misij, kjer smo izdelali take majhne laboratorije, kolikor se je pač dalo, to je en izmed njih. Tombo Momlilo se je tale klical, The Well of Fire, se pravi vodnjak ognja, ker je pač imel svoj power supply in si lahko noter delal in spal. No, leta 2010 smo tudi šli na Antarktiko z našimi brezpilotnimi sistemi, takrat se je ta zgodba že začela s Astralom. Zgodba se je začela tako, da pač je bilo za te umetniške projekte smo začeli izdelovati brezpilotne sisteme in potem, kot so se stvari začele dogajati, smo kar naenkrat ugotovili, da je tle en ogromen potencial, da imamo ogromno znanja, dosti več kot kdorkoli v Sloveniji na tem področju, in zakaj pa ne bi mogoče probali, kljub temu, da je bilo takrat to skoraj nemogoča ideja, narediti neko firmo okrog tega. No in začelo se vse z znanstvenim projektom, ki je bil napisan v času enega umetniškega projekta v Berlinu, in tisti znanstveni projekt je bil potem oddan na ARRS, in smo ga dobili. To so bili projekti CRP, centralni razvojni projekti, ki jih je financiralo ARRS in Ministrstvo za obrambo Slovenije. In tako se je cela zgodba začela. Mi smo potem izdelali prve prototipe, se ogromno seveda skozi to naučili, hkrati smo jih pa preizkušali na Arktiki, Antarktiki in tudi preko tega prišli do zelo pač dobrih rezultatov. Na Arktiki je potem nastal projekt API, ki še danes deluje na Antarktiki, pa za zdaj v bistvu še vedno pač iščem neke možnosti, da bi tja z projektom šli in ga realizirali do konca. Imamo zelo dobro povezavo z belgijsko postajo, pri kateri smo tudi malo sodelovali, ki je na nek način edina taka sustainable antarktična arhitektura, in tehnološko smo seveda ves čas v tem liminalnem področju z izdelovanjem radijskih sistemov, networkov, raznoraznih mobilnih arhitektur, začasnih arhitektur. Ta je recimo nastala z pomočjo reciklaže stvari, ki smo jih dobili tam okrog, ki so bile del neke bivše hladnovojne radarske baze. Ta tehnologije in avtonomije skozi tehnologijo je bila ves čas izredno pomembna. To so na primer senzorska omrežja za opazovanje okolja, ki so bila razvita v okviru teh projektov. Skratka, vedno razvijamo tudi tehnološke sisteme, ki so lahko tudi produkti. Spet v enih stvareh te čas malo prehiti. V Sloveniji vsi vemo, da na področju podjetništva je en velik problem, največji in v bistvu osnova za podjetništvo, je v bistvu v Sloveniji, kot verjetno sami veste, ni kapitala, zaresnega, prostega kapitala, ki ne bi bil že assignan.
In to je velik problem pri v bistvu financiranju podjetniških idej in njihovi propulziji, ne. Tako da večino zadev, ki se zgodijo, ki pač bazirajo v Sloveniji, se zgodijo pol v tujini, ne. To smo videli na primeru, tudi Nike Zupanc konec koncev, ne, ki je bila tudi del te naše serije, samo v navezavi na neke sisteme, ki so kapitalsko dosti bolj razviti. In podobno je bilo za nas, ne. Australija organsko kot podjetje bo nastalo leta 2007, ampak potem organsko zelo počasi rastel samo iz svojih prihodkov. In to seveda je, ko konkuriraš na nekem globalnem trgu, na katerem smo se mi kar naenkrat znašli, ne, bi smo morali kar naenkrat konkurirati Boeingu, na primer, in podobnim, Airbusu, seveda z kapitalom, ki ga ni, to je izredna bitka, ne. In se seveda tle potem pridejo ti kreativni principi zelo prav, ne, ker pač enostavno ljudje ne razumejo sploh, kako ti lahko uspeš izdelati neke stvari, ideje, realizirati z kapitalom, ki je tako rekoč nemogoče majhen, ne. Ampak mi smo to vztrajno delali in zdaj je pač podjetje zraslo, smo tudi zdaj ogromno investirali v nove strukture in tako naprej. In jaz upam, da pač bo imelo neko svetlo prihodnost v tem smislu, ampak več od se Avstralije tudi kasneje. Skratka, ta ideja, da se tehnološki sistemi, ki nastajajo v okviru in v sklopu umetniških projektov in se potem selijo na nek način lahko v realen svet, imaš zgodbe, kot je recimo ta z brezpilotnimi sistemi, ki je potem dejansko pripeljala do neke druge dimenzije, ne, in je zelo pomembna, zato je tudi dostikrat tako zdaj zadnje čase citirana in tako naprej. Ampak je za to razumevanje, seveda te zgodbe tako rekoč ne bi bilo, vsaj po mojem, ne, v taki obliki, če ne bi takrat na začetku nam uspelo v bistvu poseči v nek kapital, ki je bil ta razvojni projekt, ne, in dejansko te stvari, ki rabijo ne samo našo erudicijo in dobro voljo, ker iz tega smo delali prej, ne, in delali z budžeti, ki so bili smešni, ki jih nisi smel nobenemu povedati, da ti si nekaj naredil za nič. To ne obstaja, ne, v realnem svetu. In potem končno smo pač lahko določene stvari plačali, kupili in tako naprej, prav preko tistega razvojnega projekta, ki je kar naenkrat imel tak budžet, ko ga je imelo, razumeš, pol neodvisne scene v Sloveniji na področju intermedija, ne, za en projekt. Skratka, popoln disconnect, ne. In ravno zaradi tega pač je treba pri tem biti vedno zelo pazljiv. In zato se mi zdi tudi krasno, ker tega ni bilo, ne, včasih. Recimo zdaj ravno kot Center za kreativnost ima pač te seed funde, ne, da se neke stvari lahko poženejo iz točke nič. Brez tega lahko samo sanjamo, ne. Mi smo delali take projekte, kot je ta, na primer, z študenti gor na Arktiki, pač majhne module, smo jih sami financirali z našim majhnim denarjem. Izdelali smo, na primer, hidroponične vrtove, koncept, ki je zdaj v bistvu se uporablja na Arktiki kot del pač razstave najprej in potem kot pač tak produkt, ki je zdaj v uporabi. Je popolnoma neprofiten, ne, v principu. Pol imamo pač te projekte, teh medijskega laboratorija na Seneh, naše projekte mapiranja, kartiranja Arktike, ki se nadaljujejo ravno zdaj. Prav zanimivo en tak obrat se je zdaj zgodil prav s Australom, ker zdaj končno je prišel trenutek, ne, mi smo bili 10 let prezgodaj pri enih stvareh. In takrat, ko smo mi na Arktiki hoteli to delati, ni bilo ne razumevanja, ne zakonodaje, ne kapitala. No, zdaj pa je en inuitsko podjetje, ki z nami začelo sodelovati in bomo zdaj te sanje, ki smo jih takrat v bistvu napisali kot en projekt, realizirali. In dejansko je ideja, da bo v vsakem naselbini v Nunavutu, ne, to je ta del Kanade, kjer so Inuiti, par sistemov za mapiranje, za zaščito in reševanje, skratka, dostikrat se ljudje izgubijo in jih pol iščejo in tako naprej. Tako da tle se nekaj spet dogaja, ampak se je moralo 10 let preteči od naše prvega angažmaja do zdaj, ne. Kot sem rekel, arhitektura je bila vedno zelo pomemben
partner pri vseh teh zgodbah. Recimo v okviru API-ja smo imeli tudi arhitekturni natečaj za te mobilne arhitekture in je tudi nastala knjiga, ki jo lahko si downloadate vsi na straneh architective.org. No, poleg brezpilotnih sistemov so seveda takoj, jaz sem začel gledati tudi v vesolje. Moja zgodba z vesoljem je zelo dolga, ne bom o njej razpravljal, povezana je pač z eno epizodo, kjer je bilo treba vesoljsko postajo Mir, takratno rusko, povezati z Slovenijo, z živo povezavo. To je bilo na dnevih informatike leta 1998, eno leto po Makrlebu, maja meseca smo to naredili in takrat sem jaz dobil brief, Pelhan, mi bi radi to naredili povezavo z vesoljem. In nobenega drugega ne poznamo razen tebe, a bi tebe to zanimalo. In jaz sem dobesedno naslednji dan, imel sem milje, si naredil karto z miljami Klagenfurt, Cirih, Moskva in sem šel v Rusijo z eno telefonsko številko in prišel nazaj 5 dni po tistem z dogovorom in pogodbo z ruskim vesoljskim centrom za upravljanje poletov, CUP, Center upravljanja poletov, v Koroljovu za to povezavo s Slovenijo, ki se je potem tudi zgodila kot en dogodek. O tem ni kaj dosti znanega, bilo je pač objavljeno v televiziji, takrat v arhivu je in tudi, ko so leteli kozmonavti nad Slovenijo, so potem vklopili tudi kamero in so pokazali Slovenijo in hkrati govorili za publiko. To vse skupaj trajalo, cela povezava je bila, mislim, da 10-12 minut. No, in takrat pač sem jaz potem o tem vesolju, jaz sem seveda vesolje je bilo spet eno izmed področja, ki je mene skozi zanimalo, že od vsega začetka, se sem prej razložil. V vesolju so spet neki vrhovi znanosti, mi smo pač generacija, otroci pristanka na Luni, ki ga jaz sicer prvega nisem doživel, tudi se ne spomnim niti zadnjega, ki je bil leta 1972, ko sem imel 3 leta. Ampak vsekakor se pa spomnim Apollo-Sojuz misije leta 1975, ki je imela ogromen vpliv name. To, da sta dva sovražnika hladne vojne se združila v vesolju in združili 2 vesoljski ladji v vesolju in v bistvu v vesolju ni bilo vojne hladne, je bil totalen mir. Filozofsko je to seveda bilo pomembno, zelo. In spet tukaj je anekdota, moj oče je takrat zbiral, tukaj je spet bližina Italije pomembna kot zgodba, moj oče je takrat zbiral eno serijo, ki se je rekla Uomo e lo spazio, človek in vesolje, ki je izhajala kot del, mislim, da Evropeja, takratne italijanske revije v italijanščini, ampak bila je v bistvu fantastično izdelana in zraven so bile plošče, 45. In na teh ploščah so seveda bili pogovori astronautov, misija na Luno, zvoki iz satelitov in tako naprej. Te plošče imam jaz še zdaj. In tako je v bistvu potem to dejstvo tega, da sem jaz imel dostop do teh informacij, zame spet bilo nekaj zelo pomembnega. Jaz sem to cel cajt študiral, zanimalo me je in sem sledil, kaj se dogaja na področju malih satelitov, satelitov sploh in potem v bistvu te eksploziji idej okrog malih satelitov, ki so se šele realizirale potem kasneje. In takrat smo v bistvu z Public NetBase iz Dunaja, to sta takrat vodila Konrad Becker in Marie Ringler, smo ponudili idejo leta 1998, da bi, klicalo se je Vienna's Star in the Sky, da bi izdelali za Dunaj, takrat je mestna oblast na Dunaja socialdemokratska imela dosti denarja, da bi izdelali za njih satelit. No, to ga spet niso imeli in cel projekt ni šel, ampak jaz sem šel pa globoko noter v to področje in se povezal z vsemi takratnimi vrhovi, ki so se ukvarjali tako v Veliki Britaniji predvsem in v Rusiji z izdelavo malih satelitov. In je potem nastal ta koncept, ki ga vidite tukaj na tej sliki, to je bil koncept za tako imenovan LADSAT, Ladomir Satellite. In z Rusi smo to takrat naredili. In
leta 2009, ne. Vmes, kot veste, sem jaz tudi sodeloval in pomagal in na vse možne načine delal tudi z Dragonom Živadinovim in njegovimi vesoljskimi projekti, ne. Naredili smo vse te polete v vesolje in v 2000 smo tudi ogromno delali z Zvezdnim mestom, vozili, naredili 10 poletov v breztežnosti in tako naprej. To so druge zgodbe, o katerih ne bi danes dosti razlagal, ampak pač tle je ena cela spet zgodovina nekih povezav, no. Ladsat je potem nastal kot maketa, seveda ni bil realiziran, ampak skozi vse te projekte sem potem preko kolega Tomaža Šuštarja, ki je, kot veste, inženir in glasbenik, ne, Jadviga, ne, to je bila druga plošča na naši založbi RXTX, prišel do Tomaža Rodiča oziroma on do mene, kjer je pač se začela potem zgodba z tem slovenskim satelitom. The rest is history, ne, satelit je zdaj v vesolju, to je potem nastal, Nemo HD, center odličnosti, tukaj, zgradili smo to, ne veste verjetno, večina vas, da imamo v bližini Kopra, na vrhu enega hriba je to lepo zemeljsko postajo, ki sem jo tudi jaz zorganiziral tukaj s pomočjo ene firme iz blizu San Diega, ne, to anteno, sicer smo jo pol mi še dosti bolj izboljšali in tako naprej. Ampak to so take zgodbe, ki jih ne moreš sploh opisati, kaj vse se je dogajalo pri tem razvoju, ne, ampak so pomembne, ne, prav zaradi tega, ker izhajajo v bistvu iz tega angažmaja, ki je bil na nek način zelo povezan z umetnostjo, z vizijami, z utopijo, ne pa z neko željo po, let's make some business, ne, ampak v bistvu so bile ideje dosti bolj pomembne od tega, bom rekel, biznis dela, ki pa seveda vse bolj ali manj poganja. No, ampak po 10 letih, recimo, te zgodbe s satelitom je bil, kot vsi veste, 3. septembra končno izstreljen. Jaz sem bil takrat tam na izstrelitvi skupaj z kolegom Rodičem in je pač zadeva bila zelo pomembna. Pomembno je tudi tukaj povedati, da tle ogromno ljudi sodelovalo zraven, ne, predvsem pri odličnosti tudi in pri izdelavi tega satelita. Sodelovanje je bilo tudi zelo globoko z kanadsko univerzo in njihovim Space Flight laboratorijem v Torontu. Skratka, en tak velik mednarodni projekt je to bil skupaj, ne, ni to tako bilo enoznačno in enostavno. No, satelit je pač tlele, lahko vidite, kako se je integriral na samo postajo, mislim, na samo izstrelitev, na sam modul, ne, nekaj ste te slike mogoče že kdaj videli, tako se je pol odpeljal, enkapsuliral v samo raketo in potem na koncu, pač 3. septembra se je končno izstrelil in smo zdaj v orbiti. To je pa prva slika z slovenskega satelita, ki je seveda zelo umetniška, ne, to so oblaki nekje nad Mariborom in ki je bila pač sprejeta dol satelita septembra, v 3. tednu septembra, 2 tedna po izstrelitvi. No, zdaj satelit že dosti lepše slike pošilja. Okrog vesolja sem govoril precej, imamo še 5-7 minut, ne, bom šel malo na hitro zdaj skozi še ene druge projekte, ki so tle pomembni. En izmed njih je Somnium. Kaj o Somnium govorim? Zato, ker je v bistvu spet en tak zanimiv projekt, kibernetsko konceptualen, ki je zelo tudi tehnološko napreden. Mi smo v bistvu s pomočjo tega satelita, ki se mu reče Kepler, in podatkov, oziroma ne s pomočjo satelita, s pomočjo podatkov, ki so prišli z tega satelita, smo izdelali ta sistem, ki nam omogoča v bistvu opazovanje planetov, ki bi bili habitabilni v območju pač v bližini, v naši bližini do 3500 svetlobnih let daleč, ne. In prav zaradi tega, ker je to prvič, da smo pogledali v našo galaktično bližino in odkrili seveda, da obstaja verjetno zelo dosti
planetov v naši galaksiji, kjer bi bilo možno neko življenje v neki obliki, taki ali drugačni. In seveda je to filozofsko zelo pomembno in močno vprašanje. No, mi smo potem izdelali ta observatorij, umetniški projekt, ampak spet izredno napreden, nov kodirni sistem, robotski in tako naprej. Ne. Skratka, določeno vprašanja, za odgovarjati na določeno vprašanje je zelo pomembno razumeti, da dostikrat na njih boljše odgovorijo lahko umetniki kot znanstveniki. Ne. To je en izmed mojih zelo priljubljenih citatov Buckminsterja Fullerja: svet je danes prenevaren za česarkoli drugega kot utopijo. Ne. In pa en drug citat, ne. In every part of the globe it is the same. Hatred, fear and unreasoning hostility have possessed men's hearts. Those to whom no distant horizons beckon, for whom no challenge remain, though they have inherited a universe, they possess only empty sand. My people have lost the spirit of high adventure, the thrill of exploration, the longing to see beyond, the veil of knowledge. In kdo je to rekel? Let my board and me again become as one, for I must leave this place of madness. Now I ride the eternal winds once more, and no one shall ever be my master. Paradise unearned is but a land of shadows. Rather let me fail than never to have tried at all. In to je seveda bil Silver Surfer. Ne? In Silver Surfer je zelo pomembna metafora. To je spet nekaj, ne vem, če ga poznate, ampak toplo svetujem. To je seveda strip, ne? Ki je pa zelo povezan spet z določenimi tehnološkimi napredki. In mene je za ta projekt, ki smo ga delali za Beneški bienale, ta problem zelo vznemirjal. Spet gre tukaj za eno konverzijo. Jaz sem v bistvu zaznal, ne, v zadnjih 6-7 letih en ogromen push. Zakaj to? Ker se je to zgodilo dobesedno tukaj, zelo blizu, kjer jaz trenutno se nahajam. Se je zgodil en izmed prvih poskusov hipersoničnega poleta in že takrat je bilo razumeti, da bo ta hipersonika v bistvu onemogočila sedanje stabilnosti, kar se tiče možnosti prestrezanja nekih balističnih raket in tako naprej, da bo odprla en popolnoma novo v bistvu vojaško tekmo. To se dogaja. Dogaja se tako daleč od novic, da zelo dosti malo o tem vemo. In ravno zato sem se jaz odločil, da bom pač za ta bienale naredil ta projekt, bo reflektiral to hipersonično v bistvu industrijo, to vozilo in nastal je pač projekt, ki ste ga verjetno dosti od vas videli, ne, na podlagi tega sistema, ki ga vidimo tukaj, X-43, ki je nastal v eni majhni delavnici na Floridi, je potem nastal naš sistem 317. The rest is history, ne. Ta projekt je spet nastal v sodelovanju z arhitekti, ne, z Janom Troštom in njihovo ekipo. Tako da spet v bistvu smo delali skupaj z arhitekti. Zakaj je to pomembno? Pomembno je prav zaradi tega, ker v bistvu do neke avtonomije, po mojem mnenju, mislim, moja ta pač pot konverzija je, da se do nje pride z tehnologijo, ne. Na drugi strani pa seveda je potem, in zdaj bom šel zelo hitro še skozi to zgodbo in potem bom z veseljem odgovoril na vsa mnogotera vprašanja, ne, tudi okrog seveda na zgodbo samega C-Astrala, ne. Skratka, C-Astral je nastal leta 2007, kot sem že povedal, pač s pomočjo tega granta Agencije za raziskovanje Slovenije in Ministrstvo za obrambo, pač centralnega razvojnega projekta. In pač podjetje je zelo počasi in organsko raslo. Zdaj smo se tudi v zadnjem letu povezali še z eno japonsko korporacijo, TerraDrone Group. Prav zaradi tega, ker pač naše ambicije je zelo težko realizirati bilo v okviru neke slovenske, pure slovenske zgodbe, ne.
Dosti o tem je bilo že napisanega, tudi če pogledamo večinoma dosti naših tehnoloških firm in sistemov, dosti krat niso na integracijskem nivoju zgrajene, ne, ampak na v bistvu nivoju nekih podsistemov, ne, ali pa zelo specializiranih, kar je logično, s tem ni nič narobe, ne. Ampak te integracije, ki so velike, pa zahtevajo en drugi nivo, ne samo znanja, ampak tudi mišljenja in seveda potem tudi kapitala, kako v bistvu sploh pristopati do trgov in tako naprej, ne. Skratka, ta odvod se je začel leta 1999, kot sem rekel, z Microlabom do leta 2020. To so neki osnovni driverji, o tem ne bi, mislim, C-Astral je pač firma, mi vemo, da mi smo ena boljših firm na svetu na tem področju. Zdaj, problem seveda je, da smo firma iz Slovenije. To Made in Slovenija ni noben marketinški plus, ne, kljub željam, Made in Switzerland je, ne. Nam se ta Švica kar naprej dogaja v resnici, ne, ker imamo recimo tudi konkurente, ki so začeli v Švici 6, 7, 8 let za nami, pa niso boljši kot mi, ampak so Made in Switzerland, ne. In to na trgu marsikaj pomeni. Mi seveda razširimo svoje v bistvu diapazon, delamo tudi na področju telekomunikacij zdaj, tudi za vesolje, imamo gotovo lahko rečem najboljši software na svetu za upravljanje brezpilotnih sistemov, take v tej kategoriji, to je dejstvo. Spet zgrajen, zelo pametno, ogromno enega dizajna, kako so ikone narejene in tako naprej, tle je spet ogromno delo opravil tako Nejc kot arhitekt, kot tudi drugi oblikovalci, skratka sodelovali smo z oblikovalci, z dizajnerji, zato nismo sodelovali z inženirji, za narediti prvo. In seveda, hkrati pa je vse skupaj nastajalo organsko z pomočjo pač trial and errorja v sami firmi. To je tisto, kar je v bistvu temu podjetju omogočilo, da je ratalo, kar je. In delamo, naše stranke so res iz kjerkoli, v 70 državah sveta in kjerkoli se uporabljajo brezpilotni sistemi, od znanosti, recimo Purdue University, ki je ena izmed pomembnih aviatičarskih univerz v Ameriki, ima naše sisteme, do seveda tudi različnih, bom rekel, državnih organov, ne, vojske, hkrati pa tudi nevladnih organizacij, ki se borijo proti uničevanju gozdov v Indoneziji in tako naprej. Skratka, popoln diapazon, ki tudi ti pokaže neko nevtralnost te tehnologije, ne, in v bistvu kako je aplicirana, je res pač stvar, ki je dosti bolj pomembna. To so recimo misije, na katerih se sistemi uporabljajo, pač search and rescue, reševanje, daljinsko zaznavanje, za kontrolo požarov, recimo v Združenih državah imamo tukaj sisteme, ki se uporabljajo za kontrolo požarov, kontrola infrastrukture, gradnje avtocest. Ena izmed prvih strank C-Astrala je bila iz Nove Zelandije, v bistvu firma, ki je gradila ceste tam, ne. Skratka, teh zgodb je ogromno in so zelo zanimive. Mi sodelujemo tudi, smo sodelovali, no, projektu je zdaj konc, pri samem upravljanju brezpilotnih sistemov v zračnih prostorih evropskih, ne, da je bilo to varno, to so bili partnerji na teh projektih, kot vidite, pač od največjih Boeing, Jeppesen, Leonardo iz Italije in tako naprej, Amazon. In tle smo se seveda ogromno naučili, predvsem so to pa tudi seveda neverjetne reference, ogromno se naučiš tudi z delom s takimi firmami, ko vidiš, kako razmišljajo in tako naprej. In pač neko globalno firmo postavljati iz ene Ajdovščine ni najbolj enostavno, ne. Jaz imam pa itak še to trojno življenje, pač, ko sem tudi tukaj, še zmeraj učim na našem oddelku za umetnost, tehnologijo in znanost, tako da dolg cajt res ni, ne. Razvoj gre naprej, delamo marsikateri projekt, zdaj smo prav zelo dosti razvojnih projektov šli, prav zaradi tega, ker je v bistvu to edini način,
da si pred temi, ki so dosti bolj kapitalizirani kot ti. Ne? Pač safety, quality, endurance and durability je pa ta moto, ki seveda izhaja iz klasičnega quod eram demonstrandum, kot je bilo povedano in dokazano. To je to, no, za danes. Sem šel malo čez moj allotted time, ampak bomo zdaj, upam, šli na kakšna vprašanja in odgovore. Evo, hvala. Ok, hvala, Marko. Mogoče za začetek, ker bi te zastavila vprašanje, sicer midva nisva sodelovala s tem na Makrolabu, ampak predvsem sva sodelovala na mobilatoriju, ki ga jaz dojemam kot en odvod Makrolaba na nek način. Ja, to sem čisto pozabil tle pokazati, ja. Ja, ampak teh odvodov je bilo pri tebi kar precej. Moje vprašanje je mogoče vezano na to, kakšni so pogoji sploh za takšno sodelovanje. Ok, ti dobiš neko idejo skozi svoj umetniški projekt, a potem rečeš, ok, to lahko v to podjetje plasiram. In pa kaj se mora zgoditi, da to podjetje reče, wow, ful dobra ideja, ne? Ma glej, če povem čisto recimo v primeru mobilatorija, ne, za tiste, ki ga ne poznate, to je bil mobilni laboratorij, mislim, še vedno obstaja ta struktura, kakor vem, ki je bil zgrajen kot učilnica za v bistvu digitalno opismenjevanje, ne, ki je potovala pač po Sloveniji na različne konce in v sodelovanju takrat z družbo Mobitel. Ne. In ja, mobilatorij je dejansko preslikaval ogromno enih izkušenj in znanja iz Makrolaba, celo notranja oprema mobilatorija je bila, v bistvu so bili elementi iz notranje opreme Makrolaba noter, ne. Kljub temu, da spet je bilo sodelovanje z arhitekti takrat zelo pomembno, z ekipo, v kateri bo tudi Matevž Čelik, ne, v tistem času še. In mobilatorij je dejansko nastal iz ene ideje, to je bolj komplicirano, ne. Prav pri Mobitelu je treba povedati nekaj zelo jasno in zelo najprej. Mobitel je imel tako vlogo v slovenski kulturi in umetnosti zaradi tega, ker je Violeta Zgonik bila tako razsvetljena, da je razumela intuitivno ali pa ne, da je investicija v to pomembna in da bo prinesla neke dividende. Ona je uspela prepričati vodstvo Mobitela, da je investicija v slovensko kulturo, umetnike in tako naprej pozitivna. In to se je zgodilo že na primeru Makrolaba. Mobitel je bil edino podjetje v Sloveniji, ki je za prvi Makrolab dokumenti v bistvu pomagalo finančno. Brez vprašanj in brez česarkoli, da bi hoteli imeti nazaj. Ne? Dobesedno logo sem jaz dal na website, ker ga oni niso niti zahtevali. In so zelo pomagali, ker Makrolab prvi bo zgrajen z bančnim posojilom. In potem pa je ona v bistvu malo sledila tudi temu, kar jaz počnem in tako naprej. In se je zgodilo v bistvu leto 1999, ko smo Makrolab morali obnavljati in takrat je pa Mobitel začel razmišljati o tem, kaj bo prihodnost mobilne telefonije in tako naprej. Razumeli so, trendi so bili jasni, da bo mobilni telefon postal prenosni računalnik, na katerem bo možno delati vse, kar danes delamo z računalniki, in Mobitel je hotel biti na to pripravljen. In ona se je, dobesedno smo imeli v bistvu brainstorming session, ona je mene pač poklicala, kaj jaz mislim o tem. Ona je vedela, da se jaz s tem ukvarjam. To je bilo res tako. Zelo odprto in mi smo v bistvu takrat potem zastavili ta prvi mobilni portal, se je klical Ping Pong na Mobitelu. Ne? In ki ga skoraj nihče ni mogel gledati, ker si ga sam prek računalnika gledal, ker takrat telefoni še niso tega omogočali, ampak ideja je bila, da smo pred časom. Ne? Iz tega je potem nastal Planet in Planet TV. No, jaz sem takrat na Mobitelu dobesedno dobil neko paralelno službo, prokuro celo, in sem si ustvaril ekipo, v kateri so bili Miha Macini, jaz
in moj kolega Marko Plahuta. Mislim, da sta Plahuta in Macini še zdaj tam. Plahuta ni. Ni več. Aha, dolgo časa so bili. Potem iz tega ping-ponga je nastal Planet in tako naprej. Ampak mi smo na ping-pongu, recimo, mi smo kot ti prokuristi, ta soba, mi smo imeli eno sobo tam v centralni hiši od Mobitela in smo v bistvu takrat v tisti sobi podpisali recimo prvo pogodbo z Googlom v Sloveniji, ki je zdaj zelo evil. Takrat je bil pa make no evil moto in prav za iskalnik za Mobitel in tako naprej. Leta 2001 je to bilo. In tik, ko je Google začel, dobesedno. Oni so bili vsi srečni, so nam poslali majice in to živo. In skratka, to je bilo eno tako zelo organsko sodelovanje. Jaz sem imel relativno proste roke, ustvaril sem lahko to ekipo, ki sem jih poznal in jim zaupal. Miha je bil pač takrat en izmed glavnih nekaj kritikov plus reflektorjev vsega, kar se je tičalo digitalne kulture na komercialni strani, dajmo reči. Plahuta je bil pa, mislim, moj buddy že od vekomaj, pač iz CRMK-ja, programer, soprogramer. In tako je v bistvu ta zgodba se zapeljala. No in v enem trenutku sem potem jaz imel tam dovolj, bom rekel, accessa, da sem predlagal to idejo tega mobilnega laboratorija. To je dejansko prišlo z naše strani. In sem rekel, kaj pa, če bi Mobitel to naredil, ker sem videl tam možnost tako za Cyberpipo, ki je takrat nastala, kot za Ljudmilo, za nek support, ki ga ni bilo. In tako je potem ta zgodba nastala, potem si ti prišla pomagati, ker pač umetniki so disfunkcionalni, pa rabijo take, ki si ti, ki malo stvari postavijo v red. In zadeva je pač pol zaživela neko svoje življenje, ki je bilo zelo pozitivno, ampak dejansko je bil pa impetus točno ta, da se pač zgradi neka mobilna zadeva za Mobitel, s katere bi lahko potem tudi v bistvu določene umetniške projekte se furalo in tako naprej. Pol se je zgodilo pač tisto leto 2006, ko je vse obrnilo na glavo. By the way, Jerca je našla reklamo, Mobitelovo reklamo z Makrolabom. Ja, tista je pa bila za WAP. Sašo Podgoršek. Ja, Sašo je naredil, s Sašotom smo to posneli, to je bil, ko je bil Makrolab postavljen na velikem krasu in ta reklama je v bistvu spet omogočila pač ta Makrolab v Benetkah. To je bil tak, ja. No, ampak mogoče bolj zanimivo vprašanje od Žiga Pavloviča iz Kible. Pravi, da odličen navdih za razvoj teha skozi umetniške prakse, da pa opaža, da se zanimanje za tehnološki razvoj, da je zanimanje za tehnološki razvoj pri tebi prvotnega pomena in da po izkušnjah, kaj se izkaže za bolj plodno, spodbujanje tehničnih zanesenjakov v umetniške prakse ali umetniške duše v raziskave tehnologije. V bistvu tak trick question. V bistvu je mogoče tudi povezano z zakaj si ti kot nek tak zelo tehnološko navdahnen že kot otrok, že navdušen nad tehnologijo, šel študirati, ne vem, glede teater, mislim, režijo. Kako je to dvoje povezano? Zakaj nisi šel, ne vem, strojništva? Zakaj ne? Zato, ker mene je zanimala v bistvu, mene je zanimala celotna slika vedno, ne pa samo neka partikularnost. To je seveda tudi past, neke vrste, ker pač si strokovnjak za vse in za nič. Na koncu lahko tudi to tako pogledaš. Ampak na nek način je v bistvu prav, jaz mislim, da ne gre. Ravno to vprašanje tudi kaže že, da izhajamo iz te dualnosti. Jaz mislim, da jo moramo preseči. Ravno ta dualizem je treba preseči med tistimi, ki govorijo, da imamo, da je levi del možganov pa desni in ne vem kaj. Mislim, kreativnost in radovednost sta osnovi za karkoli, ali umetnosti ali znanosti. In brez tega ne gre.
In če pa potem tukaj dodaš zraven še neko razumevanje, kaj se je dogajalo prej, neke zgodovine, kar je v umetnosti zelo pomembno, v znanosti pa nekaj najbolj logičnega, ne, pač ljudje vedno citirajo tisti članek od prej, ki je bil pomemben, ne, zato da pol grejo naprej, ne. Se gre za zelo podobne principe, ne, samo jih ne vidimo kot take, ne. V umetnosti je ta flow tudi zelo jasen, ne. Ali boste na nek način to presegali Zavod projekta Tol je tudi del platforme KONS, ki je nekako po cilju podobna temu, kar počne Center za kreativnost, sam pač pri povezovanju znanosti, umetnosti in podjetništva. Zdaj, ali boste potem to preseganje, ne, poskušali tudi tam nekako doseči, a ne? Oziroma, kako vidiš svoje aktivnosti, no, ali pa aktivnosti Zavoda projekta Tol znotraj platforme KONS? Ja, v KONS-u v bistvu gre sicer za spodbujanje podobnih principov, ne, ampak kar pač Atol dela znotraj KONS-a je, da poskušamo na eni strani zgraditi zelo robusten izobraževalni sistem na tem področju, ne, in se pravi v okviru delavnic in tako dalje, in na drugi par nekih takih zelo vidnih projektov. En izmed njih je ta projekt, ki ga jaz vodim znotraj KONS-a, ki se mu reče ISOLabs, ki je v bistvu na nek način zelo napreden okoljski odprtokodni laboratorij za daljinsko zaznavanje in za razumevanje v bistvu za okoljske raziskave, ne, ki pa bo seveda v svojih odvodih potem živel tako v umetnosti kot tudi v znanosti, ne. Tukaj Gustavo Alfonso Rincon sprašuje: What do you see the future of arts and science research, arts funding, entrepreneurship, education? V bistvu podobno vprašanje, ne, verjetno v povezovanju vseh teh elementov, ne. Ja, Gustavo je moj študent, tlele, očitno gleda. Hi, Gustavo. Ne vem sicer, kaj razume. Gustavo, we should have a dinner. I will explain you everything. The question you asked, Gustavo, is kind of what I talked about, so in Slovenian, but I will definitely talk to you too. Potem pomembno vprašanje, ki se tudi tiče tvojega raziskovalnega dela, predvsem na Antarktiki, so tudi vplivi na podnebje. Kako vidiš to povezovanje, ne? Okolje, vpliv na okolje in vpliv na družbo, in pa v bistvu kako ti vidiš to v svojih delih, a ne? Pač v povezovanju med, ne vem, ekologijo, umetnostjo. Ja, mislim, pač okoljski problemi, global warming in tako naprej so na nek način v centru. Se o tem tudi bi lahko povedal, kako se je to začelo že spet v času, v 80-ih letih, kar se mene tiče, ne. Jaz sem takrat bil zelo aktiven v boju proti elektrarnam na Soči, ne, kot osnovnošolec. In takrat sem tudi spoznal, imeli smo namreč eno srečanje v Ilirski Bistrici, leta 84 mogoče, 83 ali pa 84, srečanje ekoloških društev Slovenije, pač teh bolj malo militantnih, no in takrat sem spoznal, sta bila zelo aktivna na področju Cerkniškega jezera, ker so ga tudi hoteli, ne vem, če veste, zajeziti, ne, in zapreti vse požiralnike z betonom, ne, in narediti elektrarno, pazi to, ne. To so bili taki socialistično-komunistični megaprojekti, idiotski. Sta bila zelo aktivna na tem področju Janez Kandare in Simon Kardum. In takrat smo se mi spoznali, v bistvu, oni so bili isto ekologi in ta zgodba je pol imela svoj epilog, ne vem, če se kateri spomnite Urada za intervencije, ne. Jaz sem namreč, zdaj lahko to povem javno, vodil Urad za intervencije ekološki sektor, ne. In ta Urad za intervencije ekološki sektor Urada za intervencije
je se boril proti sekanju gozdov v Snežniškem krajinskem parku, ne, gradu Snežnik, leta 1999, mislim, da je to bilo, in smo uspeli. No. Takrat je bilo do predsednika republike, pri predsedniku parlamenta smo bili, smo hodili okrog, to je bil tudi Vlado Repnik, je bil zraven, pa Kardum, vse živo, mi smo hlodove nosili po Ljubljani in jih metali, smo prišli v parlament pa vrgli hlod. To so bili še časi, ko je parlamentarna demokracija v Sloveniji bila malo bolj odprta. In tudi do predsednika države smo prišli takrat. No. In gozdovi se niso na koncu posekali. Ampak ekološki sektor je pa pridobil na primer satelitske posnetke področja, skratka smo jih prestrašili z neko našo informacijsko vojno in tudi policiji smo takrat uspešno sledili, da smo vedeli, kje se nahajajo. Ker so preveč Še eno mogoče s tem povezano vprašanje, podatki, varnost. Kaj se bo v prihodnosti dogajalo s podatki uporabnikov? Predvsem mogoče stališča, kaj se Mlanje je govoril o tem, da bodo lahko mogoče uporabniki v prihodnosti prodajali svoje podatke korporacijam. Danes pač korporacije harvestajo naše podatke, pač kjerkoli smo, oziroma kako ti vidiš obrat v tem toku, ne? Glede na to, da delaš pri svojem delu veliko s podatki. Ne? Ja, jaz mislim, da vidim ga zelo težko. Ne? Če pogledamo sliko danes, je ultra distopična, kar se tiče samega zaščite zasebnosti. Ne? Vsakič, ko greš in uporabljaš Googlov iskalnik, pač puščaš ta fingerprint zelo uspešno. Da se temu nekako na pol izogibati z raznimi metodami, ampak zelo težko. Ne? In prav ne vem, če ste zasledili danes, recimo tukaj v Združenih državah, oziroma včeraj, no, je bilo objavljeno, pač, da so Google in Facebook sodelovali pri v bistvu, ne, razkrilo se je, da so sodelovali pač v koluziji, ne, in collusion proti recimo Applovemu, dajmo mu reči, robustnemu zaščiti podatkov strani Apple. Ne. Apple ima seveda svoje probleme, gotovo, kot firma, tudi na tem področju. Enostavno je pa problem pač tega spletnega oglaševanja in prodaje zasebnih podatkov vseh nas, ki splet uporabljamo, en izmed največjih problemov, s katerim se bomo soočali v naslednjih parih letih. Gotovo. In zdaj se ta unraveling začne dogajati končno se o tem govori, ne. Pred parimi leti ljudi ni brigalo, ne. Se jih tudi še danes ne. Mislim, jaz recimo nisem na Facebooku, ampak sem na Facebooku, ker imam pač ta Instagram, ne. Skratka, težko se je izogniti, mislim, lahko se izklopiš popolnoma. Včeraj sem videl intervju s Christopherjem Walkenom, igralcem, za tiste, ki ne veste, kdo to je, ameriški, en iz mojih priljubljenih. No, on recimo nima ne mobilnega telefona, ne računalnika, ne, že vsa ta leta. Sam je pač Christopher Walken. Ja, v Sloveniji bi težko prehajal med občinami. Verjetno, poglej, če pogledaš že kako grozno je, da se ne razmišlja, recimo imamo vse to e-upravo in skratka digitalizacijo vsega levo in desno, ki je popolnoma izločila en velik del družbe iz družbenih operacij. Ne? Recimo generacija moje mame, ki ima 85 let, ona nima mobilnega telefona, ona nima računalnika in ga tudi ne rabi. Zakaj bi ga imela? Naša dolžnost je omogočiti tej generaciji, da še zmeraj tvoren del družbe. Ne? In to je pač neka slepota, ki bo imela samo slabe posledice. In če pogledamo tudi, kaj se dogaja z generacijo naših otrok na omrežjih, je to ena velikanska katastrofa. Tako da vsi, ki smo v sredi 90-ih res se borili za vzpostavitev tega interneta, ne, ki bo to področje svobode, tudi koncu Lanjeja smo takrat spoznali, ne, on je bil del te naše subkulture, Ljudmila je takrat nastala. Mislim, to je bil en svet, ki je bil zelo pozitiven, ki je v bistvu gledal na to prihodnost kot na prihodnost
ki ne bo ta, ki se je potem zgodila. Ne. In zdaj jaz mislim, da smo kar v velikih težavah. No, seveda, ljudje sprejmejo to in grejo naprej, vse kaj drugega nimaš. Ne. A veš, kdo je pa zadnjič prebral 50 strani legalizmov okrog end-user license agreementa, da se strinjaš z njim. Ne. In kaj tam noter tisti? No, saj je mogoče vprašanje potem, kaj mi kot družba, oziroma kako lahko skupaj, to sprašal tudi Gustavo, ne, again, kako lahko stopimo skupaj in v bistvu, kako se lahko povežemo pri reševanju teh globalnih problemov, kot je okolje, varnost podatkov in podobno. To je eno vprašanje. No, daj, vprašaj. Živo. Ja, zdaj, ko si govoril o tem, ko si govoril v bistvu o eni vrsti utopije, ne? Ampak vsi smo brali Neuromancerja. Pa tako, v bistvu smo vsi pričakovali, zdaj pa Neuromancer, a je to fajn ali ni, ampak vsi smo o tem sanjali. Neuromancer ni fajn, ampak so bile sanje. Zdaj, kaj pa to? Oziroma, Aljoša sprašuje za kreativno vizijo, za to, da bi spremenili to družbo na to pozitivo, v kateri smo sami. Ja. Tudi Blade Runner, recimo, mojo generacijo je zelo definiral tudi Blade Runner, kulturološko. Ne? Mislim, če pogledam en izmed ključnih vplivov, estetskih tudi na moje delo je bil Blade Runner. Ne? In Blade Runner in Neuromancer sta itak povezana, tako ali drugače. Dobar, en je pač po Philipu K. Dicku, drugi je od Gibsona, ampak v principu je ista distopija noter tehnološka. Ne? In dejansko lahko stvari pogledaš, veš, z tega stališča, o tem je pa tudi recimo govoril konec koncev Herzog. Ne? In jaz, a veš, ja, smo brali Neuromancerja, smo na nek način bili opozorjeni, quote unquote, ampak mislim, da je nažalost tukaj en zelo preprost princip na delu, predvsem kar se tiče pač surveillance kapitalizma, da je prevelik zaslužek. Denarja je toliko od tega, da se nihče noče ustaviti. Ne? In to je tisti problem. Ne? Poglej, recimo, kaj se je zgodilo z Instagramom. Tisti, ki poznate Instagram že leta, veste, da na Instagramu ni bilo reklam. Ne? Mislim, Instagram je bil en pač izmenjava neke vizualne kulture. Ne? Zdaj pa je težko iti gor, brez da dobiš vsake dve sliki eno reklamo. To je katastrofa. In ne vem, mislim, jaz nimam dobrega odgovora. Veš, ena možnost je umik, to je vedno bila možnost. Ne? Tudi ideja Makrolaba je bila umik. Kaj pa vzpostavitev drugih neodvisnih kanalov? Mislim, da je bila to vedno ideja tega pač najine generacije, da ko ti prevzame nekdo tvoj kanal, greš na drug kanal. Tako, ja. In to se tudi dogaja, ampak je včasih toliko cumbersome, da je skoraj nemogoče to narediti. Skratka, tle je tisti problem nastane, ker v bistvu je celotna ta ekonomija kapitalizma za nadzor je zgrajena okrog preprostosti in ease of access, dostopa, ki je popolnoma ki je neviden, tako rekoč. Vklopim svoj telefon in hočem iti na pico in vtipkam pizza near me in boš dobil pico near you. Ampak s tem si sprožil algoritme, ki so te zaznamovali, da imaš rad pico, kje stanuješ, kje se nahajaš zdaj, ob kaki uri ješ pico, kaj to pove o tebi. In tako dalje. Mislim, ena taka preprosta transakcija zabeleži ogromno enih metapodatkov, iz katerih potem nekdo lahko nekaj sklepa. In taki ljudje, kot smo mi, nismo zelo prijazni do takih algoritmov, še posebej, če nimaš najbolj kvadratnega življenja, potem vidiš, včasih so popolnoma take neverjetne connectioni se zgodijo na teh zadevah.
Ok, mogoče še eno vprašanje za zaključek. Rekel si, da je težko voditi podjetje iz Ajdovščine, globalno podjetje iz Ajdovščine. Ja. Zakaj potem vztrajaš, oziroma zakaj je pomembno, da vztrajaš v Sloveniji? In v bistvu, skratka, no, to je moje vprašanje. Na kakšen način v bistvu še boljš, razvijati to sodelovanje med podjetništvom in kreativo, za kar smo se danes v bistvu tukaj tudi dobili? Ja. Jaz mislim, tle sta dve stvari. Treba je razumeti, da je Slovenija zaradi svoje velikosti in kompaktnosti eno zelo produktivno okolje. Recimo to, kar ti lahko v eni Ajdovščini dobiš, recimo v rangu 30 kilometrov, pač ogromno je nekih obrtnikov, ogromno je nekega znanja na mikronivoju, ki v enem večjem okolju bi za to potreboval dosti več denarja, sredstev in tako naprej. V Ajdovščini obrneš 3 telefone in dobiš enega, ki ti tam nekaj dela z laserjem, drugega. Poleg tega je tudi dejstvo, da je Pipistrel, da je Ivo Boscarol to firmo zgradil v Ajdovščini, potegnilo za sabo ogromno enih posledic na tem nivoju. On ima dosti podizvajalcev po celi Sloveniji, ki mu v bistvu delajo za Pipistrel, ki je velika firma, 10-krat večja kot Astral po volumnu. Mu pač je zgradil, zaradi te potrebe je nastalo ogromno nekega kooperativnega znanja. In jaz mislim, da Slovenija je zelo dober v bistvu bazen za tak eksperiment, kakršnega se gremo zdaj z tudi Centrom za kreativnost in tudi Konsom in vsemi temi zadevami, ker je dovolj obvladljiva, preprosto. Mislim, tukaj je nekaj na temu, treba povedati, da je to fizično tudi dovolj majhno, da niso zdaj razdalje ogromne, komunikacija je omogočena, dobro, zdaj pač ne, ker je epidemija, ampak v nekem normalnem okolju pa ja. Tako da ene stvari so v Sloveniji dosti hitreje lahko nastanejo kot kjerkoli druge, po mojih izkušnjah. In to je neka prednost. Slabosti so te, kar sem jih že prej povedal. Ni prostega kapitala, ni v bistvu, vse se trudimo, pač država se trudi, te državne inštitucije, ki za to skrbijo, se trudijo, kolikor se lahko, ampak brez propulzivnosti tega, da bi nekdo, ker če bi recimo firma kot Astral dobila nek zagonski kapital, bolj resen, se ne od začetka, ampak tako bi bila zdaj na nekem drugem nivoju. To je dejstvo. To pač mimo tega ne moreš iti. Super. Še kakšne zadnje misli za zaključek? Kdaj se vračaš? Aha, še eno vprašanje. Rekel si, da nam boš malo namignil, kakšne stvari delate zdaj v Astralu, kakšne stvari razvijate, nove stvari? Ja, trenutno delamo v bistvu na sistemih za pač dostavo tovora, in tudi na sistemih za integracijo v zračne prostore. Z 1. januarjem bo v Evropi stopila nova zakonodaja v veljavo okrog avtonomnih sistemov v zračnem prostoru in njihovih upravljanju, ki je končno evropska zakonodaja. Lahko povem še eno anekdoto glede tega. Leta 2006 in 2007 sem jaz prosil Upravo za civilno letenje v Sloveniji, da bi naredili vsaj nek osnutek nekih pravilnikov, ker mi smo bili prvi na tem področju, da bi bila Slovenija prva v Evropi, ki bi lahko to pokazala. In seveda se ni dalo. In zdaj smo zadnji, dobesedno. Mislim, tudi pravilnik smo zadnji sprejeli, ker se v to ni investiralo. Vsej ljudje na naši agenciji za civilno letenje se zelo trudijo. Ni point v temu. Point je v temu, da pač ni bilo nikdar podpore z tako imenovanega vrha. Zdaj mogoče bo kaj se spremenilo, bomo videli. Ampak to so te stvari, ki dostikrat Slovenija enostavno zamudi svoje priložnosti. Prav zaradi tega, ker smo naravno konzervativni. To je dejstvo. In to je velik problem. Pač ta konzervativnost, ta želja vsakega, da bi imel službo od 9 do 5
in potem ne bi o njej razmišljal, ne, mislim, to je nekaj, kar je del mentalitete in to je ful težko preseči v Sloveniji. Tak občutek imam jaz, se soočam s tem na dnevnem nivoju, tako da verjetno nekaj bo na temo, ne. Ok, super. V artu pa tega ni, ne. V umetnosti pa ni 9 to 5. V umetnosti je 24/7. Ne, ja, no ja, ampak jaz mislim, da tudi v podjetništvu je vedno manj tega, tako da to se še kar spreminja. Ja, v podjetništvu ja, ampak v kulturi to je, ne. Ti si lahko že ne vem kakšen podjetnik, ampak če vsi tvoji delavci imajo 9 to 5, boš moral biti take, in to je malo problem, ne, ker vrednote in kvaliteta življenja v Sloveniji je zelo visoka. Zelo visoka. To lahko iz te kalifornijske perspektive povem. Ne? Mi se seveda tega ne zavedamo. Ne? Mi vsak tam, mislim, jamranje je relativno pogost pojav. In kvaliteta življenja je tako visoka, da v bistvu so ljudje pozabili, da jim to omogoča tudi, da so lahko bolj drzni ali kakorkoli hočeš to umeti. Se mi zdi, da je nekaj na temu. Ne? Zdaj vprašanje, to je kulturno, to je seveda zgodovinsko in tako naprej, to niso neke preproste enačbe. Ja, se strinjam. Ok, super. Kaj je to zdaj? Sredi dneva pri tebi, zvečer pri nas, kmalu se bo začela policijska ura, pa ne da to kaj na nas vpliva, ampak skratka, to je bil zadnji nekak naš prenos veščin letos in A čakaj, da jaz bi tle ful nekih vprašanj. ja, ampak v glavnem ti čestitajo, lej nič tazga. Boš potem prebral? Ja, ne vem, če bom prebral, ker boš izklopila. Tam je eno vprašanje od Leonore od s Pipistrela. To si odgovoril, to si odgovoril. S Pipistrelom sodelujemo, ja, že od vsega začetka, bolj ali manj. Zakaj vztrajate na Made in Slovenija, če je dobro za biznis? Ja, ker smo pač Made in Slovenija, ne. Zato, ker ne lažemo, ne. Saj bi lahko odpreš firmo v Švici, pa rečeš Made in Switzerland, ne, ampak... No ja, ampak stvar je v tem, da bomo mogoče tudi ravno s takšnimi projekti mislim, dokazali, da je Made in Slovenija v redu, ne. Tako, ja. In če koga zanima več, je bilo še te eno vprašanje, bom zdaj napisal moj mail, pa mi lahko kar pišete, ni problem. Moj bog, to se bo vsul. Ne bo se. Bom vzel čas, čakaj, da napišem to. Skratka, ja, jaz se vsem zahvaljujem. Imeli smo ves čas tega dogodka vsaj 60 ljudi v publiki, toliko da boš vedel, 70 v neki točki, kar je precej dober tudi za prenos veščin. Vsem se zahvaljujem za vaše vprašanja, zahvaljujem se, ker gledate prenose veščin in ker spremljate Center za kreativnost in se vidimo v bistvu drugo leto, ne. Tako da srečno vsem, srečno novo leto in na zdravje, ali kaj že. Cheers. Ja, enako in hvala tudi vsem, ki ste poslušali in seveda Miki in celi ekipi Centra za kreativnost in seveda tudi zdaj bivšemu že direktorju, ki je v bistvu celo to stvar postavil na noge s svojo vizijo, tako da Mateju Žučeliku, ki je tipična žrtev slovenske neumnosti, bom rekel, ne. Tako je, ampak zato pa gremo naprej, ne. Točno to, gremo naprej.